Dobrodošli v novi epizodi ASER podcasta. V tej sezoni raziskujemo eno najpomembnejših vprašanj za študente STEM področji. Akademska pot ali industrija? Kaj pomeni graditi kariero kot raziskovalec in kaj pomeni znanje prenesti v podjetje? V prvi epizodi se osredotočamo na akademsko pot. Z menoj je danes profesor dr. Jernej Ule, vodilni svetovni strokovnjak na področju molekularne nevroznanosti, direktor centra UKDRI na King's College London in vodja raziskovalne skupine na Kemijskem inštitutu in inštitutu Francis Crick. Profesor Uleta mnogi poznajo kot pionirja metod za preučevanje interakcij med proteini in RNA, med drugim tudi metode CLIP, ki je pomembno zaznamovala področje RNA biologije. Sem Zara Bunc, študentka biokemije in ASEF štipendistka 2025. Zame ima ta pogovor še poseben pomen, Jernej je bil namreč moj mentor na King's College v Londonu, kjer sem opravljala svoj ASEF raziskovalni obisk. Danes pa sem ga povabila, da bi skupaj raziskala njegovo pot od Ljubljane do New Yorka in Londona, od temeljne znanosti do potencialnih terapij, ter predvsem, kaj pomeni izbrati in vztrajati na akademski poti. Živijo Jernej, hvala, ker si vzel čas za pogovor z nami. Ja, zelo se veselim, hvala za povabilo. Začniva torej pri tvoji temeljni raziskovalni strasti. Kaj te je najprej spodbudilo k raziskovanju možganov in kaj te še danes, po vseh teh letih, motivira za preučevanje mehanizmov nevrodegeneracije? Možganov samih, pravzaprav čisto osnovno razumevanje, kdo sem, kdo smo, zakaj smo tukaj, in to mogoče delno tudi zaradi svojih staršev, ker sta oba bolj humanista, in predvsem oči me je zelo v tudi take malo meditativne, budistične vode, ki sem pa bral precej te literature, pa potem tudi precej o zavesti, in tako da me je zanimalo to delovanje možganov kot celota, kdo smo in zakaj se obnašamo, kot smo, zakaj se počutimo, kot smo, in tako da ja mislim, kot najstnik, te take stvari, ki se še neko predvsem oblikuješ in odkrivaš, kaj stvari pomenijo in ko doživljaš, se mi zdi, da ti to zelo veliko pomeni, in se mi zdi, da sem neki hotel način najti, kako to na malo drugačen pristop razumeti, kot pa recimo moja dva starša, ki sta bolj tako iz pristopa bolj taka filozofskega in tako. In potem čisto po naključju sem tekom študija, ki sem najprej mislil bolj ekologijo, potem malo proti molekularni, šel na predavanje od enega Slovenca, Matija Peterlina, ki je v New Yorku, v San Franciscu, in sem kmalu po študiju šel k njemu čez poletje, tako da sem bolj take molekularne vode padel. Nisem na začetku prav zelo možgan, ampak sem si pa zmerno želel, da bi zapravo toliko lahko se lotil z nekih novih zornih kotov, bolj celostnih, takih molekularnih, ampak da bi z nekega novega pristopa lahko prišel k razumevanju celic in mrež v celicah in potem počasi razgradil razumevanje tudi, kako se med seboj povezujejo. Tako da ja, serija naključij, malo vpliv od staršev, vpliv od prijateljev, od vseh mogočih smernic in knjig in tako, ne. So same nevrodegenerativne bolezni sodijo med najkompleksnejša in najtežja obolenja za raziskovanje in zdravljenje. Kaj pa tebe žene naprej tudi takrat, ko v bistvu rezultati niso taki, kot bi si želel? Najprej bi rekel, nevrodegenerativne bolezni po eni strani so zelo, se človek sam jih še mogoče najbolj boji, da bi dobil tako bolezen. Vem, da moja babi se je zelo bala, ker ni imela kakšnih resnih bolezni brez mesec, kaj pa če imam že demenco. In mi zdi, je to nekaj takega, ker samega sebe malo skoraj izgubljaš. In se mi zdi, da pravzaprav je tudi nek proces staranja, ki se spreminjamo tekom staranja, ki je čist običajen, ampak vsi do neke mere, ne čist patološke, ampak malo zgubljamo, že jaz zgubljam spomin in si rečem, kaj sem šel pa zdaj iskati. To se dogaja običajno, se spreminjamo in tako. In poskušamo malo razumeti, zakaj se to spreminjamo, ali je to običajno ali ne. Tako da je mogoče to tudi neka taka stvar, ki me je zanimala zaradi razloga, ki je zelo podoben vsem ostalim. Po drugi strani pa tudi veliko, kar me je zanimalo, tako bolj celostno razumevanje celic, kako celice nekako lahko ohranjujejo svoje stanje ali pa se odločajo, da bo to stanje spremenile, ker večino, kar se razume trenutno, je v posameznih genih, v posameznih nekih poteh
v celici, ampak ko se celica kot celota spremeni in odloči. In to se mi zdelo pa nekaj, kar predvsem pri nevrodegeneraciji je verjetno nekaj zelo pomembnega, ker je proces, ki poteka leta in se začne v posameznih celicah in se navadi širi počasi čez možgane, čez različne vrste regij in tako. In gre za neke vrste podiranje ravnovesja. Tako da mene zelo zanima ravnovesje v celic, tako čisto osnovnega vidika, tudi ker gre po mojem pri zavesti in veliko drugih stvarih v možganih, tudi o tem, kako ravnavati ravnovesje, ne na nivoju samo posamezne celice ali pa tudi posameznih možganov, ampak celega telesa in tudi družbe. Po mojem, zavest ni samo stvar posameznika, ampak je zelo neka taka reflektivna stvar. In tako da ja, se mi zdi, da mogoče se iz teh stvari, ko se stvari malo podirajo, lahko tudi naučiš marsikaj o sebi, čisto v osnovi. Po drugi strani pa je to tudi dejansko neke vrste bolezni, ki se nas vseh dotikajo in kjer bi bil zelo vesel, če se lahko tudi kako prispeva k zdravljenju in tudi načinu življenja, ki bi nam pomagal, da se premagajo ali pa zmanjšajo te bolezni. Svojo pot si začel na Univerzi v Ljubljani in nato pa doktoriral na Univerzi Rockefeller v New Yorku. Danes je trend, da se številni mladi po doktoratu odločajo tudi za industrijo. Akademska pot je pogosto taka negotova, pozicija je težko dobiti, finančna nagrada pa je praviloma tudi večja v industriji. Si že sam zgodaj vedel, da te zanima tako strogo akademska pot in kako si sam doživljal ta prehod? Prvič so se stvari res malo spremenile glede tega, da ko sem jaz proti koncu 90-ih let iskal študij, ni bilo veliko priložnosti v industriji, ali pa so bile mogoče zelo aplikativne, zelo tako, kjer imaš mogoče toliko možnosti, da bi še odpiral nove poti. Medtem ko zdaj pa v industriji je včasih celo več takih možnosti in več sredstev in tako. Tako da pa tudi več imaš teh malih podjetij, startupov, kjer lahko malo tudi odkrivaš stvari, tako da bi verjetno tudi sam, mogoče v zdaj trenutnem situaciji, drugače iskal in tako. Ampak takrat sem delno prek te izkušnje, ko sem bil v San Franciscu, že tako mi je bilo pasalo to delati z marsikom in po eni strani je bil to velik izziv in tudi marsikaj mi ni šlo, ampak po drugi strani pa to, da greš v neko okolje, kjer pridejo ljudje vse povsod in tako, ja, zdi te nekako kar nese to malo. Tako da, ja, sem se prijavil vse povsod, ni bilo tisto, da sem prav v New York hotel, pravzaprav skoraj New York je bil tisto, kar sem se bolj izogibal, ker sem bolj človek, ki je rad v naravi, pa bolj malo mirnem okolju in tako. Ampak malo po seriji naključij se je zgodilo, da je tisto okolje pa dejansko bilo zelo privlačno in se nisem imel veliko možnosti. In sem bil tudi presenečen potem v New Yorku živeti, ker je pravzaprav precej človeško okolje. Jaz sem mogoče sreča, da si zelo povezan z drugimi ljudmi, ki si malo stisnjen skupaj, pa ljudje, kljub temu, da nimaš veliko teh izkušenj izven mesta, si vsako stvari, kakšno malo oazico znotraj mesta, kjer ohrani neko malo rožico ali pa malo take človeškosti. In to tudi zanimiva izkušnja. S svojim doktoratom si razvil metodo, ki omogoča natančno mapiranje stikov med proteini in RNA, in zato te pogosto imenujejo kar CLIP person oziroma CLIP oseba. Kako je potem potekal razvoj te metode CLIP? Kako si prišel do ideje zanjo in kako nasplošno v bistvu nastajajo tvoje raziskovalne ideje? Se ti zdi, da ti je pri tem pomagal tudi mogoče sama izkušnja v New Yorku in tisto okolje? Ja, seveda. No, se to bi rekel, to spet nisem bil samo jaz, ki sem to razvijal in ideja je bila v zraku. Je pa res, da sem se med samega imena metode spomnil in se mi zdi prav hecna tudi ta zgodbica, ampak da začnemo od začetka. Takrat je bilo to obdobje, ko se je genom človeka sekveniral in ko sem začenjal doktorat, sem začel zelo v takem biokemijskem laboratoriju, ki je bil tudi povezan z nekimi znanji, ki sem jih dobil že tekom diplome, tako da sem lahko majčkeno bolj imel in sam sigurnosti, da bom lahko nekaj naredil in prispeval. Po drugi strani pa tudi ta laboratorij, kjer sem delal, imel občutek, da se splača vame vložiti energije, pa me malo nekaj naučiti, da nisem čisto od ničesar začel. Ampak potem, ko sem tam delal v laboratoriju, pravzaprav sem 1 leto pa pol v tem prvem laboratoriju, preden sem zamenjal bil. Sem že marsikaj ideje imel, sem se z nekim drugim laboratorijem povezal, začel nek svoj projekt in tako. Ampak medtem se je pa človeški genom sekveniral. In se je izkazalo, da bo
jaz sem takrat na proteinskem nivoju delal, ampak se je izkazalo, da bo pa zdaj na podlagi te genomske sekvence se lahko veliko napredovalo s tem, da študiramo zaporedja nukleinskih kislin, pa obnašanje, pa jih sekveniramo in tako. In se je že nakazovalo, da se bo tam lahko hitreje razvijalo. Tudi neka predavanja slišal, ljudje delajo neke mikroarray, to je čisto nova stvar. In enkrat sem pogruntal, da se z tega celostnega nivoja se bo verjetno hitreje napredovali. In če bomo lahko neke te celične mreže delali na nivoju nukleinskih kislin, bomo mogoče v tistih letih, ki prihajajo, več teh sistemskih stvari pogruntali. In tako, da sem se pol malo pogovarjal z drugimi prijatelji in lih je bil en moj dober kolega v tem laboratoriju, kamor sem pol šel, ki mi je tudi povedal interno, da se zdaj lih razvija neka tehnika, nek postdoc poskuša nekaj narediti, kjer bi lahko te stike med proteini in RNA izolirali in tako. In tudi ta šef laboratorija imel neko predavanje, ki mi je bil ful všeč kot oseba in tako. Tako da hvala Bogu v teh ameriških programih, na marsikaterih je tako, da se lahko še po 2 letih doktorata premisliš, pa greš drugam delati. Ne? Jaz sem bil takrat že skoraj 2 leti noter. Medtem, ko recimo v Angliji je tako, da celotni doktorat 3 leta večinoma traja. In jaz, ko sem delal doktorat, moja univerza je res tista najbolj ekstremna, da je bilo povprečje doktorata 7 let. Nekateri moji sošolci so že 10 let delali doktorat. In je tudi tako, da finančno nisi omejen, imaš svoj lastno fellowship, ki ni časovno omejena, tako da lahko celo življenje delaš doktorat tam, če želiš. Noben ni takrat prav zelo silil ljudi. Pol se je mečken poskušali, da bi tako na 5 let, mislim, da sem jaz, ko sem doktoriral proti koncu, bilo že tako proti 6 let povprečje, ampak vseeno ta klima je bila zelo fajn, ker smo pol, tudi študenti med sabo so dobro poznali, smo imeli svoje letno skoraj neke vrste retreat, kamor smo šli. In smo si lahko nasvete dajali, čas ni bil tista stvar, za katero bi mogli prav zelo skrbeti. In zato smo res lahko spremljali, kje so res tiste priložnosti in študenti bi bilo od nas pričakovano, da bomo mi tisto vlogo igrali, da nove priložnosti odpiramo, nove povezave med področji, med laboratoriji in tako. Tako da sicer je bila težka odločitev zamenjati, ker sem bil že toliko noter vložil nekaj drugega. Ampak je bilo fajn, da sem imel in z osebnih razlogov in tako iz vsega, kaj se je dogajalo in tako, in pa še malo projekte zgledal zanimiv, da sem se rekel, bom jaz to poskušal, začel in tako. No in ta postdoc, ko je začel na neki tehniki, ki se je bila delala originalno z očiščenimi proteini, ne iz celic, to poskušal prenesti v celice in malo začenjal. Njegovi podatki so gledali, da bi potencialno lahko stvar delovala, ampak še ni bilo čisto jasno, bi to res delovalo. In tako, da sem jih toliko lahko prišel, da je bila že malo poslana pot, da me je on tudi lahko naučil neke ključne stvari, imel že neke reagente in tako, ni imel nobene stvari spisane, ampak je imel sam neko ključne dele že tam. Tako da bi rekel, nisem bil jaz tisti, ki sem vse sam pogruntal, pa tiste konceptualne ideje on. Zato so pa tudi na članku, kljub temu, da sem vse jaz naredil, je on kot prvi avtor, pa je tudi napisano, da je imel on tiste konceptualne ideje za klip. Ampak pa res ti tudi metoda bila izpeljana, da so bili podatki narejeni, da je bilo prepričljivo, pa da smo iz tega neke nove vloge proteina pogruntali, to je bilo pa vse neka moja stvar in bilo to zelo, zelo fajn, zelo zanimivo delati. In pol sem enkrat imel predstavitev pred laboratorijem in sem tisto 5 minut pred predstavitev sem se spomnil, kaj če mu ti je rekel klip, zato ker je tehnika na tem, da po eni strani moraš najprej se reče cross-linkati, da protein vežeš na RNA in to je nekaj vrste, kot bi z nekim kliperjem ga prepel, potem RNA razrežeš, kot tudi lahko rečeš, da razrežeš clipping po angleško in neko tak termin, ki paše metodi precej dober. In so si rekli, seveda, zakaj pa nismo se že prej spomnili. In to sem bil prav ponosen, ker sem bil še tisti na začetku študent in to. Pa v glavnem serija na ključi, veliko ljudi je prispevalo in bilo je že to podobne vrste tehnik, prej sem brez, da bi se res sekveniralo RNA, so nekako že ljudje poskušali, je bilo jasno, da nekaj tazga rabimo in tako. No, ampak je res pol, ki je pa stvar ratala in smo objavili in smo pol to naprej čez leta še naprej razvijali, računalniško analizo dali zraven. Je to res postalo zelo uporabno in skoraj vsi laboratoriji na področju so zdaj to začeli vzpostavljati, marsikomu sem jaz pomagal in tako. Tako da mi je bilo to res kar velika izkušnja, ker prej nisem začel sem iz nič,
prišel iz neke Slovenije, noben ni mislil, da bi kaj posebenega pričakoval, tebe niti sam nisem pričakoval, pa nenadoma postaneš koristen tudi drugim in tako. In tako da ja, res se mi je prijel malo to, to je pa ta klip poseben, ne. In sicer mogoče zdaj ne več toliko v zadnjih letih, ker zdaj se že metoda že toliko splošna, da se sploh ne premišlja več o tem, iz kje je prišla. Ampak mi je to koristilo, takrat, ko sem se začel naprej osamosvojiti, ko sem šel naprej v Cambridge in to, da so nekaj ljudje prepoznali, jaz sem pa nekaj naredil koristnega, ne? In pa se lahko še naprej razvijala. Z uporabo te metode ste nedavno v reviji Nature objavili članek o novem celičnem mehanizmu interstaza. Lahko poslušalcem na razumljiv način pojasniš, kaj interstaza pomeni in zakaj je to odkritje pomembno? Z veseljem. To sem tudi imel že oktobra na radiju, imel kratko oddajo o tem. In začelo se je s tem, da smo opazovali podatke o tehnike klip, nekih proteinov, ki so se vezali na zelo nenavaden del na teh molekulah RNA, ker ni bilo smiselno glede na to, kaj se je vedelo o teh proteinih. Več let smo to študirali, kaj se tam dogaja, poskušali delati poskuse, ker bi to preprečili, to vezavo in tako. Ampak na način, ker smo premišljali njihovi funkciji, za katere se ve, ki je v glavnem reče splicing, izrezovanje intronov in eksonov in tako. V tem nekako nismo mogli neke povezave najti. Ampak res dejansko en doktorant porabil prve 3 leta svojega doktorata, da je poskušal nekaj pogruntati, kar ni šlo. No in potem nekje proti koncu 3. leta se je pogovarjal z enim drugim doktorantom, ki sta oba zelo brihtne glave in sta rekla, dajmo mi začeti nek bolj tak pristop, ki se reče bolj sintezna biologija, ne da bi samo poskušali gledati, kaj se dogaja z molekulami v celici, z običajnimi molekulami, ampak narediš nek sistem, kjer ti lahko zdaj naključno začenjaš mutacije vnašati notri v RNA molekule in na ta način, da to lahko narediš, kot da produciraš hkrati na 100.000 različnih molekul, potem pa meriš, kako se spreminjajo stvari v teh molekulah, ko se pojavljajo te mutacije notri. In on je to nekako iz tega nek tak, se reče, masovni reporter naredil. Je veliko informacij ven dobil in pol se je izkazal iz teh informacij, ko smo iz funkcije gledali, da kaj je vloga teh zaporedij, ki so bile tam v teh molekulah, ki so se vezale na naše proteine in tako. V glavnem, najprej smo imeli neko opasko, ki je prišla iz teh podatkov, ki se zdaj že nalagajo, ki niso samo iz naše skupine, ampak so javno dostopni. Potem dolg časa na tem sediš in potem narediš nek poskus, ki je čist iz druge smeri prišel, da je pokazal, da je to pomembno. Potem smo mogli pa razumeti, kaj pa je skupnega z vsem tem, kaj je tukaj nek proces. In tukaj je prišlo do te interstaze. Smo začeli razmišljati, da je tukaj za neko zanko, povratno zanko, kjer se proteini lahko nekako regulirajo svoje lastne RNA molekule. Kar je bilo pa, zakaj je to prišlo pa v Nature, zakaj je bilo to nekaj novega, je pa to, da ne gre tukaj za neko linearno pot, kjer skoraj vsa biologija, ki se študira, je tako, da imaš povratne zanke ali pa poti signalne, pa tako, ki so relativno linearne. Imaš en protein, pa puščico, pa drug protein, pa ali ga blokira, ali ga aktivira, ampak v glavnem gre zmeraj tako, da greš od enega do drugega. Ampak to se pa dogaja v nečemu, ki se reče kondenzati, ali pa tudi lahko rečeš tekočinske kapljice v celicah, kjer se pa veliko različnih proteinov in veliko različnih RNA skupaj združuje v take kondenzate. In kljub temu, da so ti kondenzati zelo dinamični in niso zelo selektivni, se pokaže, da vseeno lahko ta povratna zanka deluje tam notri, ampak na nek kolektiven način, da veliko proteinov in veliko različnih RNA-jev lahko skupaj en drugega regulira. Seveda pa to omogoča čisto nove priložnosti ravnotežja v celici in zato je bilo meni to tako zanimivo, ker to me zmeraj zanima, kako celice uravnavajo svoje ravnotežje neko bolj celostno, ne samo vsaka molekula zase, ker se zdaj lahko ogromno različnih funkcij v celi koordinira skrati. Z vsemi proteini, ki imajo neke skupne lastnosti in se skupaj lahko dinamično organizirajo. Pred časom je bila v medijih zelo odmevna tudi terapija za Huntingtonovo bolezen, razvita na University College London, ki naj bi zmanjšala napredovanje Huntingtonove bolezni za 75% v roku 36 mesecev. Verjetno je tudi tvoj dolgoročni cilj razvoj terapij za nevrodegenerativne bolezni, morda tudi na osnovi mehanizma interstaze, na primer za ALS, s katerim se intenzivno ukvarjate. Vsekakor, ja. Moram tudi reči, da mislim, da ta terapija za Huntingtonova ni bila na koncu sprejeta,
EPO, FDA, pa tako dalje, da je bila dejansko uvedena v klinično prakso, ker vse ni bilo dovolj močen vpliv. In tudi terapije so izredno drage za temi molekulami RNA, predvsem pri odraslih, ker rabiš večjo koncentracijo in tako. Ampak vsekakor pa zelo pomembno iz samega principa, da zgleda potencialno dobro, ker se s tem pač naprej dela in se bodo vedno boljši pristopi našli. Vsekakor pa in sodelujem z ljudmi, kjer te uvide, predvsem iz te tehnike klip, ne, ker kot praviš, to je moja osnova in tukaj imam največ unikatnih pristopov in lahko doprinesem do področja, se izkaže s tem, ko vemo, kam se proteini vežejo, predvsem veliko teh proteinov, ki se veže na RNA, je udeleženo v nevrodegeneracijo. In poskušamo zdaj pogledati, če ima nekdo mutacije v tem proteinu, kako zdaj to za te napake, ki se pojavljajo v proteinu, lahko na nek način poskušamo preprečevati ali pa omogočati proteinu, da se spopade. Ker prednost teh bolezni pa je to, da si ti velik del življenja bil popolnoma brez problemov. Kljub temu, da imaš verjetno neke genetske težnje pred tem, pri nevrodegeneraciji, to niso zelo močne napake. In zato telo ima sposobnost, da lahko vsem nekako ohrani ravnovesje. No, in glavno, da smo pogruntali, da velikokrat so te RNA molekule, na katere se proteine vežejo, tiste, ki omogočajo to ravnovesje in ki lahko kljubujejo temu, da imajo mogoče proteini v sebi neke malenkosti, neke male mutacije, ki niso čist idealna funkcija, ampak lahko RNA molekule, na katere se proteini vežejo, zaznajo to in se temu prilagajajo. Delno preko tega, da to neke vrste povratne zanke tvorijo, ki se lahko prilagajajo malo različnemu delovanju ali pa količini proteina. Delno pa tudi s tem, samo da se vežejo na protein, že ga ohranjajo pri neki zdravi obliki, strukturi in funkciji. Zdaj v kratkem bo prišel članek ven sodelavci, kjer so tudi pokazali, da samo če te RNA sekvence dodajaš v preklinične modele bolezni, da lahko precej dobro kljubuješ temu procesu nevrodegeneracije. Tako da v principu Huntingtonove, tako da preprečujejo, da bi se neka RNA, ki je imela preveč v sebi takih ponovitev sekvenc, da bi se ta RNA preveč izražala, ker v tistem primeru njeno izražanje v proteine ni koristno, ker postajajo neki toksični proteini, ki imajo preveč podvojitev. V drugih primerih je pa RNA sama tista, ki pravzaprav lahko kljubuje procesu bolezni in moraš to RNA dodajati nazaj. Ker da s tem, ko razumemo proces, lahko vidimo, kje je vrsta RNA, kako jo lahko spreminjamo. Tako da predvsem te RNA tehnologije so tiste, kjer trenutno največ, ali pa genske tehnologije, poskušamo genske terapije prispevati, ker tam največ tega molekularnega vidika lahko delamo, pa začenjamo pa tudi zdaj vedno več teh screeningov malih molekul. Ker če bi pa našel kakšno malo molekulo, ki deluje za nevrodegeneracijo, bilo pa to idealno, ker je to pol dostopno, veliko cenejše in veliko bolj splošno. Tako da tudi tukaj se veliko napreduje na področju. Nekaj takih molekul je, ampak niso zaenkrat prav zelo učinkovite. Danes pa tudi vodiš in usklajuješ kar 3 raziskovalne skupine. Osnovo na King's College London, imaš pa tudi satelitne skupine na inštitutu Francis Crick in na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Kako sam pristopaš k vodenju tako razpršenih ekip in kakšna so tvoja temeljna načela pri delu z ljudmi in nazadnje tudi z novimi neizkušenimi študenti? No, super. Delno imaš sama izkušnja, ker si bila na King's in tudi danes smo bili na predstavitvi tukaj v Ljubljani. In v glavnem skupina ni tako velika, ne? Je recimo vsi skupaj nas je zdajle trenutno, če se ne motim, 16 ali 17. Mislim, da se je okrog 8 na Kingsu, 4 v Ljubljani, 3 do 4 na Kricku. In tako da je to taka velikost, ki je precej običajna za neko skupino molekularno pri mojih letih, ko sem neko počasi gradil moment in zdaj smo lih na tem, da se vse stvari združujejo in da lahko iz teh molekularnih principov, ki smo jih razvili skozi leta, začnemo delati na modelih bolezni in iskati možnosti teh principov, kako bi ta proces bolezni zaustavili in tako. Ampak ja, sem pa mogoče tukaj res unikaten, da tako skupino oblikujem na 3 lokacijah, ampak predvsem bi rekel, da je to iz 2 razlogov. Prvič zato, ker delam na takem področju, ki ni še trenutno neko priznano področje, ampak je med različnimi priznanimi področji. Povezujemo po eni strani računalniško biologijo,
take sistemske meritve, zelo zahtevno celično biologijo in modelirane bolezni in še biokemijo in stvari, kjer poskušaš molekularno razdelati stvari. Tako da ponavadi se ljudje prav en tehnični pristop fokusira, jaz pa moram kar precej različnih stvari združevati skupaj, kar se mi zdi precej za take nevrodegenerativne bolezni pomembno. Delno pa zato, ker res hočem celostno razumeti stvari, nočem imeti samo en pristop. Kar mi je pravzaprav en učitelj slikarstva že nekako mi pokazal, ko sem bil še najstnik, ko smo delali v srednji šoli, sem en tečaj šel in nas je malo učil slikanja, predvsem renesančnega, in pokazal, kako narišeš, če bi začel z enim kotom slike, pa se tam zelo notri vrgel v podrobnosti, in kako narišeš, če stalno poskušaš slikati celoto in greš v plasteh in tako. In potem, ko vidiš razliko, potem si wow, to pa res, ta celostni pristop ti da veliko bolj nekako umetnostni, veliko več ven stopijo stvari. In tako da sem pol zmeri mislil, ta pristop je skočen, karkoli se lotim v življenju. Delno pa tudi zaradi tega, ker ta povezava v Sloveniji sem začel že od vsega začetka, ker jaz sem zelo šibak računalniško. In od začetka, ko sem začel doktorat, mi je moj brat pisal računalniške programe. On je v prvih 2 člankih naredil so bioinformatiko, čeprav on je sam matematik, ekonomist, ampak me je zelo koristil takrat. Da sem se pa toliko znal in tako neko pogovarjati z nekom, ki zna računalništvo, da sem pa zmeraj nekoga najdel. In takoj, ko sem v Cambridgeu začel, sem se povezal tukaj v Sloveniji, predvsem za skupino Tomaža Curka in sodelavci, Gregor Roth in tako. In oni smo zelo skupaj sodelovali, da smo lahko te podatke analizirali skupaj. Potem sem sodeloval z družbo Genialis. In potem nekako preko Genialisa je bil en njihov bivši član, ki je vedno bolj sodeloval z mano. In prek njega smo pol kar začeli, on še eno poznal tukaj Slovenko Klaro, ki je zdaj ključna bioinformatičarka tukaj. In sem takrat Brexit se zgodil, in mi je šlo na nos in sem rekel, nič, bom jaz tole poskušal bolj normalno v Sloveniji sodelovanje prek IRC. Sem mislil, zakaj bi te evropske finance samo v Anglijo nosil, če imam take dobre sodelavce v Sloveniji, ko da smo pol ta IRC grant skupno prijavili v Sloveniji. In pol sem videl, kako super tukaj se da delati in kako je fajn vzdušje in ko so ljudje. In zdaj ta slovenska skupina vedno bolj ima različne, mislim, laboratorij ima različne skupine, se delimo tukaj zdaj s 3 različnimi skupinami, ki so, jaz delujem 4 ljudmi, pol stari ljudje delujejo z drugimi, v okviru drugih skupin, ampak smo vsi povezani na nek način z nekimi tehnikami, ki nas vse zanima. In tako da ta laboratorij je fajn, ker zapravo so ljudje sami precej zelo samostojni. Vodja in jaz sem v Londonu in drugi, Miha je v Nemčiji primarno, oba dva pa precej časa tukaj, kakor se le da. Pa še en Walter, ki je tudi iz Nemčije prišel, ki je zelo izkušen. In tako da je precej izkušenj iz tujine se zbralo, tudi ljudje, kot smo Neža, ki jo poznaš, ki je v Angliji doktorirala. Tako da je dovolj kritične mase znanja, da se ljudje zelo organizirajo dobro in se prenašajo do znanja in ne rabijo nekoga, da bi jih prav vodil, je tako lokalno. Stvar, kam funkcionira. In to je meni presenečenje, da taka skupina lahko včasih še bolj ustvarjalna, pa še bolj nekako dolgoročno vizijo in se lahko učim jaz tudi ljudi tukaj. Ampak predvsem ta del bolj računalniški, sintezne biologije, taki bolj zahtevnih molekularnih pristopov, to zdaj lahko v Sloveniji razvijamo precej dolgoročno in zelo dopolnjuje. Medtem ko v Londonu, zakaj sem še zmeraj malo na 2 koncih, je zato, ker prej smo imeli laboratorij v Crick Institutu, celotni, kjer pa imaš omejeno dobo, koliko si lahko notri. Je pa super inštitut, izredno dobro opremljen. Tako da zdaj imam še malo zadnje ljudi v Cricku še do naslednjega leta lahko, ker nam zelo koristi v tem prehodnem obdobju, preden je na Kingsu vse vzpostavljeno, ker je naš glavni laboratorij. Imamo vsem tam še precej sodelavcev, pa veliko tehnologij, ki so še kar koristne. In tako da nam je zelo koristilo, da imamo še tam malo, ampak mogoče je to še malo prehodno stanje, lahko da bomo naprej samo Kings pa Ljubljana, ampak vsekako bi rad v Ljubljani naprej in tudi je možnost celo, da se še preselimo v Ljubljano. Ampak vizija, da bi tukaj kar tale skupina lepo tekla naprej. Ljudje so sami vedno bolj samostojni in bojo sami svoje finance lahko prevzemali. Ja, se v bistvu na ta način lahko navežem, ker že skoraj 1/4 stoletja živiš v tujini. Kaj se ti pa je zdela takrat v tistem trenutku ključna razlika med raziskovalnim okoljem v Londonu in Sloveniji? Kaj je bil glavni razlog, da si se takrat primarno odločil za dolgoročno kariero v Združenem kraljestvu?
No, najprej sem v New York šel, seveda, ne. In to tudi zato, ker sem užival v tem, da si v nekem novem okolju in če sem že imel priložnost, je bil takrat ta pravi korak. In potem sem pa vsekakor videl, nisem se prav zelo, malo sem gledal v Ameriki, če bi kaj bilo, ampak se nisem zelo trudil, ker prvič se mi zdi, da je Evropa, takrat si že čutil bliže mojim vrednotam in mojim načinu življenja. Malo se je že Amerika v to smer, kjer je zdaj, ker je res kriza, se takrat premikala. Čeprav jaz sem optimističen, da se bo malo vrnila nazaj, da je zdaj ekstremni. Ampak predvsem to, ker sem dejansko hotel biti bližje tudi staršem in Sloveniji, ker imam veliko tukaj glavnih prijateljev in ja, tudi, ne vem, vrtek recimo, ki ga imam pri mami, ki sem ga že od malih nog jaz čuval in to in mi stalno pomeni to, da pomladi pridem, pa ga malo prištiham, pa malo posejem, pa to. Take stvari, ker toliko imam že, se mi zdi, taki korenin tukaj. Pa tudi recimo s svojimi starimi starši, ki so takrat, ko sem še hodil v New York, smo bili še zelo povezani. Z deda me je zelo te stvari v naravi uvedel in tako. In skoraj sem jim malo obljubil, da bom zmeraj malo povezave tukaj ohranil, ker tudi njim je bilo veliko pomenilo to, da tukaj neko znanje vse. Oni, vem, ker njihova generacija je toliko vložila v Slovenijo, so res tisto nekako med vojno in po vojni imeli ogromno, ja, ni bilo lahko, ne, si predstavljaš. In malo sem to njihovo noto je tudi meni malo ostala, se mi zdi. Kot ti že omenil, da ti je zelo blizu umetnost, bi lahko rekel, da ti prav ta drugačen, mogoče manj tehničen pogled, torej pomaga pri raziskovanju in ali mora biti dober znanstvenik na nek način tudi umetnik? Ja, zanimivo. No, prvič ne bi rekel, da sem umetnik in zelo cenim umetnost. Meni se zdi, da so umetniki bolj genialci, kot smo znanstveniki. Ampak, no, saj za mene tisti ljudje, ki bi rekel, če bi jaz hotel nekoga srečati v preteklosti, pa to bili vsi umetniki. Ampak sam pa nisem zrastel v takem okolju, v družini, ki bi mogoče ki bi bili tako obdan z ljudmi, ki bi mi lahko ne vem koliko že od začetka pomagali, da se v umetnosti razvijam. Bolj tako, da to zelo cenim, sam pa nisem lih toliko talentiran v tem, ne. Ampak tako, da je bolj v tem, ja, da neko ti umetnost da to celostno podobo na svet, na zaznavanje in tako. In da če to ceniš, pa ti mogoče to koristi, ko se lotevaš drugih stvari, da ljudje smo neko po eni strani imamo sposobnost se zelo hitro v neko stvar fokusirati, pa potem čisto noter delati, po drugi strani pa smo tudi sposobni tega, da vidimo vse, ne, enka vizija, vse imamo možnost in nekako pri znanosti je treba malo oboje, ne, moj obeh malo manevrirati in tako. In tako da mi je verjetno koristilo to, da imam rad umetnost, po drugi strani pa predvsem mi koristi pri tem, da se lahko malo stopiš stran od te znanosti, ne, da imaš nekaj drugega v sebi še, da čist ne prevzame, ker je to tudi pol tako postane lahko včasih malo preveč intenzivno. Ko pa recimo veš, kdaj pri nekem raziskovalnem vprašanju oziroma problemu vztrajati in ga razvijati naprej, pogosto si postavljen pred neko odločitev, kako interpretirati neke rezultate, v katero smer nadaljevati. Se ti zdi, da gre tukaj bolj za znanje, intuicijo, kombinacijo obojega ali kaj drugega? Sem rekel, da predvsem moj način je zelo tako, da nočem preveč močno sam usmerjati. Tukaj izkušnje sem videl, kadar sem to poskušal, kadar sem imel občutek, ali pa tudi ponavadi, kadar se zelo sam usmeriš v nekaj, kadar se zelo sam aktiviraš pri nečem, je to povezano s tem, da si malo pod stresom, da moraš nekaj hitro objaviti, zato ker moraš nek grant prijaviti, ali imaš občutek pretirane odgovornosti do ljudi, s katerimi delaš. In se spomnim, ko sem začel jaz svoj laboratorij v Cambridgeu, nekje po 4. letu, še zmeraj nismo imeli nobenega konkretnega članka v delu, tako končanega. In tam nekje tudi veš, začenjajo te malo, moraš že pisati neke poročila o tem, kako ti gre, že malo te začenjajo ocenjevati, da boš sploh lahko še nadaljeval in tako. In tako da je bilo že kar precej stresa, tako je bilo kar težko obdobje. In sem se precej bolj aktiviral. No, vse tudi od začetka sem jaz, ko sem začel laboratorij, bil zelo aktiven pri tem, da sem sam poskusil delati skupaj študenti. Na začetku sem enega študenta, pa še enega. V glavnem, da sem zelo, zelo veliko naredil skupaj z njimi, pa jim zelo tako pomagal in to. Ne tako, da bi bil agresivno, ampak da sem bil zelo proaktiven pri tem. Ne? In nekako pol, ko sem imel že neko skupino 4-5 ljudi,
se mi zdi, da sem malo že preveč pretiraval pri tem in mi je en postdoc se usedel z mano in rekel enkrat, dej, pojdi malo na počitnice, ne bo nič problema, če se malo napustiš za nekaj časa in ti kar zaupaj, ker mi mislim, da smo zdaj že tukaj vemo, zakaj gre in imamo že dobre ideje, da se bojo stvari lepo odvile naprej, ni treba toliko za vsako stvar paziti in tako ne. In sem dejansko takrat mi je to pasalo, da mi je to povedal, ker sem tudi sam imel potrebo v tem, da malo sem rabo počitnice, sem rabo malo časa in on tako dobro me začutil, sva ful dobra prijatelja, zdaj skupaj na počitnice hodimo. In je dejansko rabiš časih nekoga, če ti da malo tak feedback, ampak večinoma je to v znanosti, da se pol, ko rasteš, moraš na pravem trenutku znati malo stran stopiti, da ti ne pomenijo preveč stvari in tako, ker delaš z ljudmi, ki so tudi sami zelo pametni in ki znajo včasih boljš razdelati stvari in tako, in da tudi, če nisi čisto siguren, kako to bo, včasih malo prepustiš ljudem. Ampak seveda se veliko pogovarjaš, da tu si tudi prvi glede tega. Jaz veliko imam to, da če nisem čisto siguren, kam pa to bi, pa porečem, kaj praviš, kam misliš, da bi to šlo. In se niti nujno, da neko odločitev rečem, ampak da samo vsi vemo, da vemo, kje so tiste ključna vprašanja, ali pa kjer sploh še ne vemo, kaj bo vprašanje. In da neko to skupaj iščemo, ker če si to neko malo razporediš, da ni samo ena oseba odgovorna za take odločitve, pa neko usmerjanje, pa vprašanja, ki jih hočemo se reševati, bo ponavadi, v mojih izkušnjah, se stvar razvila do konca. Ker bo odgovornost tudi za te stvari malo razpršena med ljudmi, se pokrijemo med sabo, da ni vse na meni, ker pol slej ko prej, kakšna nepredvidljiva stvar pride, pa nekdo mora končati, pa to, in pol, če ni dovolj razpršeno med ljudmi znanje in odgovornost, pol včasih jaz ne morem tega do konca speljati in se ne konča in tako. Tako da ja, predvsem izkušenj vidim, da za take vrste dela, ko ga delamo, je treba čim bolj dati čas, pa ljudem možnost, da se sami razvijajo, pa naučijo svoje ideje. Tako kot sem tudi jaz sam, ko sem začel, sem bil v takem okolju. Ne. Če pogledaš v bistvu nazaj na svojo pot, katera tvoja lastnost ali pa motiv sta bila ključna za tvoj uspeh? Bolj ključni so bili ljudje, s katerimi sem jaz delal. Samo ena oseba, ki je bila posebej ključna, je bila Anica Peterlin, ki je bila moja mentorica za diplomo. In res se mi zdi takrat, da sem bil zelo tako, nisem imel prav zelo veliko jasnih usmerjenosti, kaj bi delal, in tudi nisem imel zelo veliko vere v to, da sem jaz ki je prav zelo sposoben za kaj. In tudi, ko sem začel diplomo delati, mi je šlo vse narobe, kar se da. In sem tudi, ne vem, enkrat sem ene encime vam pustil iz zmazovalnika in marsikdo po vsem tem, kar sem jaz naredil, bi rekel, pa daj, no, ti nisi za molekularno. In res, verjetno nisem bil na tisti stopni. In medtem ko Anica je bila posebej, ona je samo tisto, da smo se zanimive stvari pogovarjali, pa da videla, da meni te stvari zanimajo, to je bilo vse, kar je bilo važno. Slej ko prej rekla, boš ti že nekam prišel. In ta način mentoriranja, sem imel take mentorje v glavnem, no, ki ti dajo bolj tisto za razmišljati, da vidijo, da lahko nekam greš, ampak zdaj, kako hitro pa do tam tja prideš in kakšne vrste stvari ti vse sprot pridejo na pot, pa ni to ključno. In verjetno do neke mere imam jaz tudi to malo v tem skupno, da tudi sam, če me nekaj zagrabi, pa me zanima, se ne bom preveč razočaral, če moram ful enih stvari prej narediti, pa napak in vsega tega, če še zmeraj vem, da mogoče sem nekaj na poti proti temu. Ne. Tako da ja, mislim, da sem imel take ljudi, ki so me pri temu podpirali. To je bilo najbolj ključno, pa mogoče tudi to, da sem že od staršev malo to prevzel, da sem nekako neke malo večje ideje, da te zanimajo. Ne samo tisto, kaj bo jutri, pa direktno boš nek poskus naredil, pa bo takoj deloval, in to mi ni bilo tako ključno. Kaj bi pa svetoval mladim poslušalcem, ki so še na začetku svoje kariere in se morda zdaj odločajo, ali bi šli po akademski poti, ali bi po doktoratu šli potem bolj v industrijo? Kaj bi ti rekel na podlagi svoje izkušnje? Mi zdaj ni več take razlike akademsko industrijo pot, tako da ne bi priporočal eno napram drugi. In je zelo težko nekaj splošno pa poročilo dati, no, moram reči. Sej marsikdo pravi, ok, sledi svojemu srcu, sledi nečemu, kar te res zanima in tako, ampak če bi jaz gledal na sebe,
niti nisem vedel, kaj me zanima, po pravici povedano. Bilo splet veliko naključij in tako. Ampak je pa res, da je bilo tako, malo sem tudi tisto, predvsej bilo pomembno, kateri ljudje so okrog mene. No, recimo, ko sem začel doktorat delati, sem delal v okolju, ki je bilo zelo prestižno, tisti laboratorij, dobil celo Nobelovo v tem času, ko sem jaz začel doktorat in je imel vso opremo, kar je rabil in tako. In ne bilo dobro za mene, če bi jaz tam naprej doktoriral. Je bil prevelik in ni imel nekih takih jasnih stvari, ki bi se lahko razvijal, nekaj, ki bi meni neko osebnost dali v znanosti. In tudi sam vem, ker sem bil tak človek, da sem večkrat ne bom sam sebe znal prodati, predvsem v Ameriki, ker je to zelo za začetka streniran, medtem ko jaz sem pa lih obratno, se mi zdi, ki v Sloveniji tega nismo, saj takrat imeli navadi, da bi zelo težko v nekem področju, ki je bilo že zelo ustaljeno, sam sebe razvil. Tako da mogoče to, no, da včasih ni nujno, da je najboljša stvar lih tista, ki je očitno v tistem trenutku zgleda najboljša, da malo bolj to, kje je potencial in to rabiš čas. Jaz v doktoratu sem 1 let rabil, da sem sploh razumel, o čem se ljudje pogovarjajo, da sem sploh razumel ta znanstveni jezik. Po 2. letu sem začel razmišljati, mogoče pa tole ni lih nekaj, ki bom jaz iz tega res nek konkreten, ker sem videl, kakšne doktorate so drugi študenti delali pa to. In da to pa jaz ne bom mogel jih nekaj tasga razvijati in tako. In da imaš čas, zapol sem šele počas dobil samozavest. Hvala Bogu sem imel tudi ljudi, 2 Slovenca sta bila, med njimi je bila tudi Marjetka Podobnik, ki je zdaj šef tega oddelka tukaj, je bila tam postdokinja, ki sem šel k njej, pa se pogovarjal, pa mi je dala dobre nasvete. Pa Andrej Šali, ki je bil pa pravzaprav imel takrat laboratorij na Rockefeller in on mi je zelo, sem šel do njega in mi rekel, ne moreš napake narediti. A ostaneš, a greš, ne bo napake, v vsakem primeru boš v dobrem okolju in tako. In to mi je bilo ful koristno takrat slišati, da pa se ni to tako strašno in odločitev, bom pa spremenil. In se mi zdi, to bi mogoče ljudem rekel, življenje je dolgo in veliko se nepredvidljivega zgodi in tako in je včasih spremembo ne škodi, ne, tudi če človek malo stopi ven iz mogoče tisto, kar je bila glavna smernica, kar si človek začrtal in to človek začuti, da je mogoče čas, malo se pogovoriš pa tako, ne bo taka strašna stvar, kot se mogoče sliši v trenutku, saj meni se je takrat zdelo. Jernej, iskrena hvala za tvoj čas, mentorstvo in globoko pogled v svet raziskovanja. Danes smo slišali, kako izgleda akademska pot v praksi. Ne le kot abstraktna ideja, temveč kot življenje, polno vprašanj, negotovosti, prebojev, vodenja ljudi in dolgoročnih vizij. V naslednji epizodi bomo pogledali še drugo stran, industrijo in podjetništvo, ter primerjali, kako se znanje z laboratorija lahko prevede v biotehnološko podjetje. Dragi poslušalci, hvala, ker ste bili z nami in hvala ASEF-u, da lahko ustvarjamo ta podcast. Se slišimo v naslednji epizodi ASEF podcasta.